Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Letošnji že tretji okusi kranjskih miz bodo potekali v 17 gostilnah in to v 5 gorenjskih občinah. Tako na dneve lokalne kulinarike vabijo gostinci iz Kranja, Cerkelj na Gorenjskem, Naklega, Preddvora in Tržiča. Sicer pa se po besedah direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj v gorenjski prestolnici obeta pestro kulinarično dogajanje. 17 dni, 17 gostincev na letošnjih tretjih okusih kranjskih miz, spodbudno, veselo in vsi se seveda tega še dodatno veselimo. Ja, tudi mi. Ne nazadnje bo 9. maja pa do 25. maja, se pravi, kot ste rekli, 17 dni v Kranju in ostalih občinah, se pravi tudi v Naklem, tudi v Preddvoru, tudi v Cerkljah na Gorenjskem in tudi v Tržiču zelo okusno. Vse smo povabili 17 gostincev k sodelovanju in to so pač tiste gostilne, ki imajo najboljše in najbolj okusne krožnike. Letošnji moto kranjska klobasa, kako jo približati in seveda povezovanje z lokalnimi dobavitelji. Ja, drži. Kranjska klobasa je kar izziv. Vemo, da je to zelo pomembna sestavina oziroma kulinarični produkt v naši regiji in prav, da so se gostinci tako odločili. Vpeljali smo jo na pobudo gostincev in bodo jo na nek kreativen način vključili v te krožnike, v te hode, tako da ne ustrašite se, ne bo to kot glavna jed, ampak kot neki dodatki, neke priloge na zelo kreativen način dodane na krožnike. Kulinarični festival lokalne kulinarike, ki bo goste razveseljeval od 9. do 25. maja, so kuharji iz omenjenega dela Gorenjske oblikovali z mislijo, da gostom predstavijo pestre jedilnike, zapolnjene z lokalnimi in sezonskimi sestavinami. Zelo kreativen meni bo tudi v vaši gostilni pod Krvavcem. Ja, hvala lepa. Tako letos bomo rekli, kot že prejšnjo leto, smo šli mečkeno, smo se vezali na sezono, pa seveda, kot vsi tudi drugi, na lokalne dobavitelje. Tako da bom rekel, tudi letos se mi zdi, da smo mi zadovoljni z jedilnikom, pa upam seveda, da bojo tudi gostje. V bistvu sem prepričan, da bodo. Kako ocenjujete lanske okuse kranjskih miz? Ja, zelo smo bili pozitivno presenečeni, če povem iskreno, se nismo nadajali, da bi bilo to gostov. No? Tako da letos pač smo v pričakovanju isto, oziroma pričakujemo, da bi bil še kakšen gost več na ta način. Letos so sodelujoči na jedilnike vključili kranjsko klobaso, poudarek pa je tudi na ribah iz lokalnih ribogojnic. Povezovanje z lokalnimi dobavitelji v gostilni Krištof že stalno prisotno, lepo pa je, da pridejo tudi okoliški gostje. Točno tako, mi delamo zmeraj na tem. Je pa res, da smo sedaj, ko smo malo bolj prepoznavni s temi nagradami tujimi, zajeli malo širši krog publike ali pa gostov. Tako da velikrat imamo tako, jaz rečem, multikulti. In s takimi dogodki, ki to hočemo privabiti tudi še več lokalnih gostov. A na katere okuse prisegate stalne? Probamo čim bolj lokalno, pa sezonsko. Sezonsko lokalno, to smo med prvimi, ki smo začeli tudi v Sloveniji to delati. Pa eko, mogoče še to. Tudi vegane imamo veliko na naših kosilih in večerjah. V bistvu to je tudi moto lokalne in naj bo naše kulinarike. Ja, zato podpiramo ta projekt in smo od začetka zraven. Kranjsko klobaso pa pri vas že tudi poznamo. Ja, zdaj imamo pa prav z vasi, to je pa prav nekaj posebenega, ker nam v vasi en mesar dela mlad in super klobasa. Smo zadovoljni. Čez cesto v bistvu grem iskat po klobaso svežo, tako da smo veseli. Torej samo naj čim več gostov tudi domačih pride. Ja, z veseljem dobrodošli. Gledalce Gorenjske televizije lepo vabim, da se udeležite okusov kranjskih miz, ker se res plača po gorenjsko 29 € za 3 hode ali več, do 6 hodov gre, dobite pa super krožnike take, da jih ne jeste vsak dan doma pri nedeljskem kosilu. Hvala.